Tovarišice in tovariši, Greta Thunberg, mlada ženska, ki je v zadnjih letih tako prižgala podnebno gibanje s številnimi drugimi mladimi, je rekla enkrat: če nam še vedno očitate, da zapravljamo dragocen čas, naj vas spomnimo, da so naši politični voditelji zapravili desetletja s svojo nedejavnostjo. Kako znano se to sliši tudi v Sloveniji, kjer so politiki sredi podnebne krize gradili novo termoelektrarno na premog, kjer še do danes nismo imeli sreče z vlado, ki bi predstavila resnično sistemsko politiko prehoda v ogljično nevtralno družbo brez fosilnih goriv in podnebni zakon, kar je pravzaprav edino, kar nas lahko reši pred popolnim kolapsom okolja, kot smo ga navajeni. Greto Thunberg omenjam še iz enega razloga, ki je relevanten pravzaprav za pozicijo naše stranke. Namreč naša stranka je nekako v dvojnem položaju. Po eni strani je Levica del globalnega podnebnega gibanja. Na drugi strani je Levica pač politična stranka z hočeš nočeš svojo odgovornostjo za to nedejavnost, o kateri Greta Thunberg govori. Opozoril bi na dve zelo pomembna momenta, ki včasih se zdi, kot da blokirata našo podnebno dejavnost. Prvič, ni res, da smo prepozni, da nimamo več časa, da nimamo več moči preprečiti najbolj katastrofalnih posledic globalnega segrevanja. To ni nek prazen optimizem, ne? To je pravzaprav trditev najboljše razpoložljive znanosti. Eden najbolj pomembnih, najbolj izpostavljenih podnebnih znanstvenikov današnjih, profesor Michael Mann, pravi pravzaprav, da danes večjo nevarnost kot samo zanikanje podnebnih sprememb, ki je, kot vemo, irelevantno, ne, da večjo nevarnost predstavlja pravzaprav neka vdanost v usodo, da se nič ne da več storiti. Ampak ne eno, ne drugo nima podlage v znanosti. Ta znanost nam zelo jasno sporoča, da so vse možnosti še v naših rokah, da imamo še možnost in vemo tudi s čem, ne, s kakšnimi ukrepi, s kakšnimi tehnologijami, ki so tukaj pravzaprav že z nami, imamo možnost preprečiti ta, bi rekel, najhujši izid podnebne katastrofe. Moramo zmanjšati v tem desetletju razvite države izpuste precej več kot za polovico. Ne. Moramo v tem desetletju razvite države prenehati uporabljati fosilna goriva za proizvodnjo električne energije, kar je, bi rekel, sistemsko morda celo najlažje. Ne. Vse to je zelo težko, ampak kaj pa je alternativa? Ne? Mislim, ni alternative, ne, pač to malo ne bi uporabljali teh besed v Levici, da ni alternative, ampak v tem primeru je res tako, ne, pač imamo neko kolaps in katastrofo in neko strašno breme za prihodnje generacije, če danes ne delujemo v skladu z ukrepi, ki so, bi rekel, predpisani iz strani najboljše možne znanosti. In seveda ni tudi res, da nimamo moči, ne, pač podnebno gibanje se krepi, globalno in lokalno se krepi in že močno vpliva na politike po vsem svetu. Ne. Spreminja stvari, ki so se včasih zdele, da jih ni mogoče spremeniti. Spreminja stvari tako, kot je včasih radikalno spremenilo svet delavsko gibanje. In še enkrat, Levico razumemo kot del tega podnebnega gibanja in iz tega izhaja naša naloga. Ne. Naša naloga in tisto, kar bi pravzaprav danes predstavil kot nekaj, kar smo si zastavili v prihodnjem mandatu, pravzaprav kot enega iz temeljnih projektov Levice, je torej, da bo Levica pripravila, uskladila in vložila podnebni zakon. Z tem predlogom smo že precej daleč, pripravljamo ga na podlagi osnutka, ki so ga pripravili pravzaprav najboljši strokovnjaki za polje podnebne politike v Sloveniji. Zakaj podnebni zakon potrebujemo? Eden pomemben razlog je, zakaj potrebujemo podnebni zakon, je to,
da je slovenska podnebna politika danes močno fragmentirana. Se pravi, imamo številne politike po ministrstvih, bolj ali manj zavezujoče rezolucije, evropske cilje in programe. Nimamo pa tistega, in to funkcijo bo podnebni zakon igral kot v državah z najbolj napredno podnebno politiko, da bo na nek način postal središče in povezal različne dejavnosti države k tistemu temeljnemu cilju. To pomeni z res učinkovitimi ukrepi doseči ogljično nevtralnost. Najpomembnejše pa je, in to je, bi rekel, konceptualna razlika med podnebnim zakonom, ki bo projekt Levice, in ukrepi, ki so se do sedaj dogajali, da bo te cilje razogljičenja predstavil, določil kot pravno zavezujočo normo. Se pravi, zakon bo državo in vlado zavezoval, da v določenem obdobju, recimo na vsakih 5 let, pa do leta 2030, pa do leta 2050, ko je, bi rekel, ta perspektiva ogljične nevtralnosti, izpuste zmanjša za toliko in toliko. Se pravi, v teh 5 letih toliko in toliko. In če se temu ne bo sledilo, bo imel parlament, pa tudi državljani in civilna družba s tem zakonom na voljo neko močno pravno orodje, s katerim bodo tekočo vlado ali pa državo kot tako držali za odgovornost. Bistvo je, da bo zakon temeljil na načelu strokovnosti, neodvisne strokovnosti. Zato bo naš podnebni zakon tudi predvideva uvedbo močnega, neodvisnega, znanstveno-strokovnega sveta za podnebno krizo, ki pač ne bo samo še en brezzobi posvetovalni organ, ampak avtoritativno telo, če si lahko približno predstavljamo, vsaj takimi pristojnostmi, kot ima jih danes recimo fiskalni svet, ampak mislimo, da jih mora imeti še več. To pomeni, da bo država glede podnebnih politik in pravzaprav celote politik, ker se vse povezuje z podnebnimi politikami, dolžna se posvetovati z strokovnjaki in dolžna upoštevati njihovo presojo. Na zadnjem kongresu je Levica sprejela deklaracijo o podnebni in okoljski krizi in v njej postavlja neke temeljne cilje in vrednote, ki se jih zavezujemo v naši okoljski politiki. Postavili smo imperativ ohranitve biotske raznovrstnosti v vseh habitatih, zaustavitve izginjanja vrst, sodelovanja demokratičnosti v vseh postopkih okoljskega odločanja, zavezanosti strokovni in znanstveni utemeljenosti politike. Kar se tiče našega pogleda na podnebno politiko, pa smo posebej še izpostavili pojem pravičnega prehoda. In samo nekaj besed bi rad še povedal o tem pravičnem prehodu, ker dejansko je pravični prehod tisti centralni pojem, s katerim Levica vstopa z vso močjo v podnebno transformacijo. Kaj pomeni pravični prehod? Pravični prehod pomeni ne samo, da bi bilo nepravično, da bi delavci plačevali vse stroške prehoda, pri čemer je kapital tisti, ki od ogljičnega onesnaževanja profitira. Tukaj imamo 20 multinacionalk, ki so odgovorne za kar 1/3 vseh svetovnih ogljičnih izpustov. Tukaj imamo, če ste spremljali zadnje dni, nek velik uspeh podnebnega gibanja, ki je, bi rekel, dobil na Nizozemskem tožbo proti Shellu zaradi njegovih izpustov. Skratka, kapital tukaj profitira, delavci ne bi pa plačevali stroške prehoda. To ne samo, da ni pravično, zato tudi ni nobene potrebe. Zdaj pa čisto konkretno, še nikoli recimo v Sloveniji ni bilo takih priložnosti za investicije kot danes. Tako COVID kot recimo EU odločenost za akcijo na podnebnem področju sta na nek način odklenila investicijski denar. In danes je zato tisti trenutek, ko pač moramo sistematično začeti odpirati neko novo industrijo, ki bo nadomestila tisto, ki bo opuščena zaradi konca uporabe fosilnih goriv. Da ne bo noben delavec ostal brez službe, da ne bo nobena regija obvisela, tako kot je obvisela morda zasavska regija takrat, ko so zapirali rudnik. Zato sredstva so in zato
ni problem v tem odlagati, kdaj bomo zaprli TEŠ6. Odločimo se, TEŠ6 se moramo odločiti začeti zapirati danes, ker nam bo ravno to na drugi strani dal priložnost, da danes začnemo odpirati zelena delovna mesta, da danes poskrbimo, da nihče ne bo ostal zaradi tega brez službe, še več, da se bodo odprla neke priložnosti, neke nove ekonomije, ki je, bi rekel, čisto nekaj drugega, je nekaj veliko bolj zdravega, produktivnega in boljšega kot do sedaj. Tako da bi rekel, ni verjetno nobenemu izmed nas ušlo v tem času, da se pravzaprav praktično vsi politični akterji bolj ali manj iskreno farbajo na zeleno. Ampak kot je bilo že rečeno, z nami ni tako. Mi smo od same zasnove, bi rekel, rdeče-zelena politična stranka, stranka, ki pripada istočasno okoljskemu gibanju in ki je del, bi rekel, socialističnega in protikapitalističnega gibanja. In to je tista točka, bi rekel, katero povezuje koncept pravičnega prehoda. Moram omeniti to, ker veste, kaj se je zgodilo s trajnostnim razvojem. Trajnostni razvoj je nek pojem, ki je bil, bi rekel, spet predstavljen kot neko centralno izhodišče okoljskih bojev, okoljske politike, pa je bil, bi rekel, prisvojen dostikrat iz strani kapitala in postal nekaj popolnoma drugega, kot je bil zamišljen. Zato je tudi, bi rekel, pravični prehod tako pomemben, da se zavedamo, da gre za neko polje tudi, ker smo blizu tukaj Italije, nekega, če hočete, interpretacije, neke vsebine, ki jo v to damo. In ta vsebina je točno ta, da pravični prehod ne sme in ni in nikoli ni bil izgovor za ohranjanje okoljsko destruktivnega početja v imenu ohranjanja delovnih mest. Na ta način hoče ukrasti pojem pravičnega prehoda. Da rečejo, ja, problem je z zapiranjem termoelektrarne, pač ker bodo ljudje ostali brez služb, zato ni pravično, da se, bi rekel, to zapre. In delavci kot ne bi na tej strani stali. Ampak to ni res. To ni res zaradi tega, ker se delavci dobro zavedajo, da gre za okoljski problem, ki je stvar eksistence njih in njihovih prihodnjih generacij. In delavci so bili univerzalni razred, ki zastopa v nasprotju z kapitalom ta univerzalni interes, ki je danes okoljski interes. In drugo je to, kot rečeno, da ne gre za ukinjanje delovnih mest, ampak ne morem tega bolj pomembno poudariti, da gre nasprotno za vključevanje novih delovnih mest, za vključevanje delavcev, za upoštevanje delavskih interesov, ne pa interese kapitala, za sodelovanje s sindikati, kar se tiče pravičnega prehoda. Ne pomeni ukinjanja delovnih mest, nova delovna mesta, ki bodo vzdržna, ki bodo proizvajala konec koncev tiste dobrine, ki pripomorejo k dobrobiti ljudi, ki ne bodo prinašala izkoriščanja in škodovanja zdravju delavcev, ki bodo vodena iz strani ljudi, ki v delovnem procesu sodelujejo, ki bodo vpeta v neko celoto odgovornega gospodarstva, ki bo delovalo v dobro družbe, ne pa zgolj v dobro privatnega kapitala. In če to imenujemo, kako bi rekel, zelena delovna mesta in zelena ekonomija, potem je taka zelena ekonomija, taka zelena delovna mesta so del tega našega projekta, bi rekel, pravičnega prehoda. Še enkrat, tiste vsi, okoli katere bo zgrajen podnebni zakon, ki ga bo Levica v tem mandatu pač predstavila kot svoj temeljni okoljski politični projekt. Hvala.